Pravzaprav je čudno, da ste šli v CK, v partijo, ko bi vendarle pričakovali, da boste ostali zunaj, kot oporečnik, kot kritik, kot opozicija. A veste, da se mi je takrat celo zdelo bolj udobno, če ostanem tam. To se pravi v oporečniški sferi. To je bolj udobno. Takrat ni bilo nobene nevarnosti več, da človeka zaprejo, pustijo zunaj službe. Jaz sem v 70 letih imel ene dvakrat to nad sabo. Vodil sem prvo reformo, recimo, učnih programov za slovenščino v srednjih šolah in tam smo postavili noter tudi osnovne informacije o emigrantski literaturi. Ne govorite, kaj je takrat bilo vse. In ravno takrat so tudi te 4 oporečnike na fakulteti za družboslovje današnji izključili, na neki način izključili in so mi žugali s tem. Bo še ti šel, čeprav sem na filozofski in tako naprej. To zagotovo, ampak moj premislek je bil takle. Če zmeraj govorimo o politiki, ki ga lomi, ki ni prava, ki ne dela s kulturniki, kot bi bilo smiselno in dobro tako zanje, kot tudi za politiko, in če se mi ponuja tukaj neka operativna, realna možnost, da kaj prispevam k temu od znotraj, potem bom šel. Zdelo se mi je moralno na neki način. Zdaj, lepo prosim, ne razumeti tega, kot da se kaj hvalim, da sem visoko moralen človek ali kaj takega, tega je danes preveč, ampak zdelo se mi je takrat po presoji to, ker sem imel pa še zmeraj pred očmi in pred ušesi iz študentskih let, zdaj bom pa tisto znano anekdoto povedal, da me je Jože Pučnik takrat kot velik oporečnik spravljal kot tudi druge študente v partijo, prav s to logiko. Od znotraj je treba stvari spremeniti, ne od zunaj. Zdaj se je to dalo. Zdaj, očitno se je to dalo. Čeprav treba nekaj povedati, da ste v začetku 70-ih let vendarle, recimo, zelo kritično obravnavali tedaj, bom rekel, odklone v tej radijski igri Marjetica, pa v radijskem intervjuju, odklone med vojno, v revoluciji in tako naprej, mogoče bolj ostro kot nasprotniki vsega tega. Mislim, tukaj je pač treba jemati stvari, lahko se jemlje na dva načina. Eno je to, da greš v plakatno obsodbo. To je. Tako je, to je narobe in tako naprej. Lahko pa greš v način, kakršen je tudi zaobsežen v Prešernu, v te peterodelni, peterologiji tudi lahko, od teh bridkost po slovensko. Si pri stvari, si noter, hkrati te pa vsi praktično obsojajo in trpiš zaradi tega, ker si ostal zvest temu. Ta ženska v intervjuju, recimo, v tisti radijski igri, ki je celo potem bila enkrat nagrajena z Borčevsko nagrado in tako naprej, gre za žensko, ki si jo v resnici spoznal, tam nekje vasi na Gorenjskem, ki se je od vsega hudega, od vseh teh reči bila skrajno oefarska, skrajno partizanska, se je zmedlo, dobesedno. In je skozi to zmedeno stanje prihajala na dan njena realnost. Ona je ostajala to, kar je bila. Kljub temu, da se je tukaj zgodilo vse skrajno narobe in je življenje šlo v franže. No, Marjetica podobno. Vi vaše slovenstvo utemeljujete tudi, recimo, na levičarstvo in na partizanstvo. Zdaj, kako, gospod Kmeca, zdaj gledate na te zadnje stvari, ki se dogajajo, se pravi ponovno odpiranje nekih historicizem, nekih podrobnosti in tako naprej, izničevanje te vojne, narodno-osvobodilnega boja in tako naprej. Kako na to zdaj gledate? Poglejte, jaz sem takrat med drugo svetovno vojno bil mulc, jaz sem 34. rojen in smo živeli na Štajerskem, kolikor smo živeli, smo životarili, očeta so spajali gor nekam v Zgornjo Avstrijo in tako naprej. In jaz sem doživljal to v živo, vse tiste Bekant-Mahunge, ko so postreljali, ne krive ne dolžne, 30, 40 postreljali, zato ker so tam napadli neko žandarmerijsko postajo, neki drugi, tretji, četrti. Ko sem v šoli dobil okrog 6, če sem govoril slovensko in podobne stvari. To mi je ostalo. Jaz sem na nekem podstrešju prebiral naše rote stare, pa take reči, in mi je nekako zlezlo to pod kožo, mulcu 7, 8, 9 let, se veste, kako se to dogaja. In zame je partizanstvo, kot ga imam v spominu,
tisti maj 45. leta, ko je dobesedno vse ponorelo od neke euforije, od neke vznesenosti, pustimo politiko, kako je potem naprej te stvari ravnala. To ni bilo ravno najboljše, če litotično rečem, ne? Ampak takrat je to bilo izjemno stanje, tako rekoč kurl kresove vsak večer, prepevali pesmi, na harmoniko igrali, recitirali in tako naprej. Ampak to je zdaj seveda zunanja stvar, ne? Notranja je pa ta, poglejmo nazaj v zgodovino Slovencev. Ali imamo še kje v zgodovini kakršnokoli epizodo, ki bi bila temu približno delež podobna, še protestanti ne. Dobesedno. Ker tu ni šlo samo za neko elito, ki je to zganjala. Recimo, da je to bila tudi politična in partijska elita. Ne, to je šlo praktično za skoraj da celoto ljudstva, naroda, tako rekoč. Ne? In tukaj govoriti o tem, koliko je bilo pobitih, je seveda popolnoma legitimno, je prav, da se tudi o tem govori. Ne? Ampak seveda s temi političnimi konteksti, ki se jih pa poskuša prilepiti na stvari. Zato pa jaz nisem, veste, tudi še iz enega zelo načelnega razloga, zdaj mogoče ne gre čisto v ta kontekst, pa vendarle, jaz sem prepričan, da je naše današnje slovensko stanje v veliki meri bolno, zaradi tega, ker smo se začeli potapljati v neke vrste katastrofizem. Vse za nazaj je bilo narobe, največji ubijalci smo bili, največje svinerije smo delali, zdaj imamo same afere, naši otroci so butasti, ker na vseh evropskih tekmovanjih so ta zadnji v matematiki, pa v vsem mogočem nismo pismeni, ali pa če smo, nismo funkcionalno pismeni, ne beremo in tako sam to si pripovedujemo. In v vseh časopisih beremo to in celo v drugih medijih tudi. In to za nazaj je seveda eden od temeljnih kamnov tega katastrofizma. Svojo lastno podobo v svojih očeh si tako rekoč zbijamo iz trenutka v trenutek. Ko smo prej govorili na začetku o znamenitih Slovencih, ne, tudi po teh anketah pred leti narejenih, tudi neko vaš prijatelj in predsednik, nekdani Milan Kučan, pravzaprav v vrhu, mislim, da na 3. mestu, vsemi Slovenci v zgodovini. Jaz imam občutek, da vas je Milan Kučan kot politik, kot človek prevzel, navdušil. No, jaz bom rekel, da je zame bil, v mojih očeh je bil ves čas edina resna alternativa temu, kar se je dogajalo v takratni Jugoslaviji. Ne? S Tuđmanom se ne more niti miriti. Čeprav je Tuđman potem zajahal tega belca Lijepe naše in tako naprej, ali pa kaj šele bolj spodaj, Milošević in tako naprej. Ne? On je združeval v sebi in združuje v sebi neke lastnosti, zaradi katerih ni po naključju tako zelo priljubljen. Ne? To se pravi, ima v sebi nek demokratizem, ima v sebi zasajeno to nacionalno poanto, ker mi je oče padal že tako rekoč in proti fašizmu, proti nacističnemu in tako naprej, že med drugo svetovno vojno. Ima v sebi neko veliko humano noto, ker je potem izkušnja z njegovim očimom, zdaj le grem večkrat biografsko v vso zadevo, bila izjemno lepa za njega. On ima rad tega svojega očima, še zdaj ene slabe besede ne bo o njem pripovedoval in je izjemno realističen. Včasih se zdi ta realizem, marsikomu se zdi, a v Biksarju bi rekli, ne po domače, po štajersko, se zdi bolj prestrašenost ali kaj takega ni. Ko se on odloči na osnovi tehtanja za neko dejanje, opredelitev, bo šel tudi, če je skrajno nevarno. To je bilo pri osamosvajanju jasno vidno. In je vedel, da je tukaj treba predvsem vzdržati med dvema kamnoma ali alternativama. Eno je ta, da početneš, po slovensko rečeš meni, se bom skril, počakal na boljše čase, bojo že drugi upravili ta posel. Druga je pa ta, da greš brez glavo v konflikt z nekom ali z nečim, pri čemer vnaprej veš, da ne boš uspel. Takrat je to bil poker. 91. je bil poker, tudi on je to vedel, da je to poker. Takrat bi bilo mogoče nekaj drobnih okoliščin dovolj, da se to sesuje, ne? Vse skupaj. Ampak je potem uspelo in moram reči, da tudi v sprotnih odločitvah je ves čas dajal takšno tis meni osebno. Jaz vam, gospod doktor, lepo zahvaljujem, da ne pozabim, če vam lahko naprej voščim za vaš 70. rojstni dan čez 3 tedne. Vse najboljše. Zelo hitro me hočete postarati. Še 3 tedne imam časa. Hvala lepa za tale pogovor. Hvala lepa tudi vam.